Mal pa ugrizne, a? To je še en dan, ko lahko malo spiš. In pa prije poštar. A se vidi, prehranska dopolnila. Tvoji vlogi nam polepšajo vsako jutro in ker želimo, da jih delaš še naprej, ti pošiljamo nekaj zdravja. Lep pozdrav, ekipa Ave Med. Zredno hranljiv in zelo sinergističen napitek. Ja, stikaj sinergističen. Sta malo se peljeva v Krško, v bistvu ne v Krško, no, v bližino Krškega, kjer je, a poznate ono dirkališče Mobikrog, včasih se je tako imenovalo. No, zdaj so ga na novo preplastili in jaz upam, da bo še toliko zgodaj tam, da greva en krog. Zdaj po slabem tednu je tako, ne, če se peljem zelo umirjeno na avtocesti, pa mi porab mogoče 5,5, tam je res varčen. Če pa vse skupaj seštejem, avtocesta, mesto, potem poudarjam, da res ne upoštevam kakšnih res hudih pravil varčne vožnje, pol je pa poraba, ne vem, 6,4, 6,5. In to za 225 konjev sploh ni toliko slabo, a ne de? Nazadnje, ko sem bil tu, se spomnim, da sem testiral Mazda 6 MPS, pa kaj boš za druga avto? Mislim, da Ford Focus ST. Pa le, kdo je tukaj? Furlan teh. Pa mimogrede jutri mislim, da bomo čas, da bom zbral oziroma izžrebal tiste, ki bodo presedli na sopotniški sedež tega avtomobila. What's up, bubu? Le, kva sem spet najdel, no? A ta avto mene zasleduje, ali kaj? No, pa ne reč, da to ni bilo zdaj ful erotičen. Zdaj bi bilo pa malo hecno, če ne bi vsega skupaj izkoristil, pa preveril, koliko športen zna biti tale Volvo. Let's go. Takoj pokaže seveda jasno tendenco po podkrmarjenju, kar pomeni, da nos sili iz zavoja, ampak moram reči, da je kljub vlažni podlagi oziroma kar mokrem asfaltu oprijema kar dost. Ena stvar pa, ki me tukaj moti, je pa to, da je krmiljenje malo premalo povedno. Zdaj to med običajno vožnjo po cesti seveda ne prije toliko do izraza, kot takrat, ko gre zares hitro. Tukaj pa malo manjka tistega pravega feedbacka. Pa priješ do vinka, pa ga tako noter vržeš, malo gre čez nos, pa ga pa hoče rit malo prehtet. V redu. Zdaj pa, če sem že tukaj, pa če žerajcem s tem M4 Cabrio, ko se bomo skupaj peljali, zakaj se pa ne bi šel en krog še s tem avtom peljati? Pa valjda, brez strehe, če je Cabrio. A se sploh kaj sliš? Aj sam veter! Bremzat moram. Ciril, pomir se, mal pa daj gas, tako je, Ciril, kje imaš pa kapo? Joj, pozabil sem že, kako se ta avto dor pele. Mal pa ugrizne, a? Zdaj pa tako, jaz sem že kar malo razburjen, tako da bom ta avto kar vrnil, preden se zgodi kakšna res velika neumnost. A je to najhujše zverine, pa sploh pokazal nisem. Lej to, no. Ne glede na to, da je tukaj danes par hudih avtov, recimo tale M4 Cabrio, pa tale Volvo, pa MR2, pa Cayman GT4, jaz mislim, da je tale od vseh najbolj cool. Mi da smo že na Racelandu. Drugače pa se veš, ne, če hočeš se imeti fajn, pa orang dobro dirkati s takimi gokardi, ki so dejansko v redu, pa zakaj, pa letijo ke svina. Sej tisti, ki veste, tisti, ki pa ne veste, pa pač pogooglite, ne, hitri dirkač. To je to, na Raceland sva samo prišla pogledati, če se kaj dogaja, fantje s Furlan Teha, pa še par prijateljev se bo zdaj z gokardi vozil, pa drifterji so tudi prišli, midva se pa počas peljeva domov. Prej sem pozabil nekaj povedati. To, da bo v Sloveniji, če bo šlo vse skupaj gladko skozi, spet dirkališče, ki bo vredno tega imena, pa s tem ne mislim nič slabega proti Racelandu, ki je super, ampak tam se avtomobili, sploh športni, res matrajo sploh iz druge prestave priti. No, če bi imela na tako dirkališče, pa čeprav je Mobikrog razmeroma kratek, jaz si kaj božjega sploh ne morem predstavljati. Sicer pa, kakšna država pa smo brez dirkališča? Ja, taka, brez dirkališča.